Berilo iz pisma svetega apostola Pavla Efežanom: Bratje, meni najmanjšemu izmed vseh svetih je bila dana ta milost, da bi poganom oznanil nedoumljivo bogastvo Kristusovo, ter sem pojasnil, kakšen je načrt skrivnosti od vekov skrite v Bogu, ki je vse ustvaril, da bi se vladarstvom in oblastem v nebesih po cerkvi oznanila mnogovrstna božja modrost po večnem sklepu, ki ga je izvršil v Kristusu Jezusu, našem Gospodu, v katerem imamo srčnost in zaupljiv pristop po veri vanj. Zaradi tega poklekujem pred očetom našega Gospoda Jezusa Kristusa, od katerega je vsako očetovstvo v nebesih in na zemlji. Naj vam da po bogatstvu svojega veličanstva, da se z njegovim duhom krepko utrdite v notranjem človeku, da se po veri v vaših srcih naseli Kristus in boste ukoreninjeni in utrjeni v ljubezni, vsemi svetimi mogli razumeti, kakšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati vse spoznanje presegajočo ljubezen Kristusovo, da se boste spopolnili do vse polnosti Božje. Iz svetega evangelija po Janezu: tisti čas so Judje, ker je bil dan pripravljanja, da bi trupla ne ostala na križu v soboto, bil je namreč velik tisti sobotni dan, prosili Pilata, da bi se jim kosti strle in da bi jih sneli. Prišli so torej vojaki in strli kosti prvemu in tudi drugemu, ki je bil z njim križan. Ko so pa prišli do Jezusa in vedeli, da je že mrtev, mu niso kosti strli, ampak eden izmed vojakov mu je s sulico prebodel stran in takoj je pritekla kri in voda. In tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično in on ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali, kajti to se je zgodilo, da se je izpolnilo pismo: nobene kosti mu ne stelite. In zopet drugo pismo pravi: gledali bodo vanj, ko so ga prebodli. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus. Je dovoljeno reči na vekom amen, ne? Tako da poznate gotovo, po slovensko se reče sveta Jedrt, ne, bi bila Gertruda. Pri nas pravimo sveta Gendrca. Jerice so žene in dekleta, ki se imenujejo po tej svetnici. In morda tudi veste, da se je enkrat prikazal sveti Janez Evangelist in je govoril tudi o svetem Jezusovem srcu, presvetem Jezusovem srcu, in je govoril o tem presvetem srcu kot o enem ognjišču ali žarišču, se pravi, to bi bil fokulus, ne, se pravi, tista glavna peč, ki je bila v stavbi, ne, ki greje vso stavbo, celotno stavbo, ne. Že v antiki vemo, da so te stvari poznali in recimo, ko smo bili v angleškem mestu Bath, smo šli v tiste terme in so še lepi ostanki tega, kako so to delali, pa tudi v Pompejih smo videli, ne, kako so imeli to glavno ognjišče, glavno peč in kako je to vse grelo. In seveda sveti Janez Evangelist govori sveti Jedrti, sveti Gertrudi, o tem Jezusovem srcu kot enem takem ognjišču, glavni peči ljubezni za ves svet, seveda. Tem ga je sveta Gertruda marsikaj vprašala, pač to je dobro si kaj prebrati, ne, kako je to potekalo, zdaj ne bomo šli v podrobnosti, ampak ga je tudi vprašala, da zakaj ni več pisal o Jezusovem srcu. In je tako rekel, da pač ni še potrebno, ne, ker to je bilo 1200 in še nekaj tam okoli, ker je še zadosti gorečnosti, je rekel, ampak pride pa obdobje, ko se bo ohladila ta ljubezen ljudi do Jezusa in takrat bo treba in bo spregovorjeno o tem, ne. In to, vemo, se je zgodilo po sveti Marjeti, Mariji Alakok, ki seveda, kot smo že povedali večkrat, da je naš Gospod Jezus Kristus, ki je vedno na očetovi desnici v nebesih, poslal svojega poslanca, je prevzel njegovo podobo, ne,
ki je predstavil Marjeti Mariji Alacoque svoje presveto srce. Poznamo to podobo, jo imamo po domovih, jo imamo v kapelah, po cerkvah in tako. Se pravi, njegovega prebudenega srca, obdanega potem tudi s trnovo krono in tako, ne, kar je treba. In to podobo potem so razni slikali in tako naprej, ne, se pravi, da vemo, kako je ona to videla in tudi približno vemo, kako je bilo to predstavljeno, ampak jaz bi se vrnil na sveti Jedrti, sveti Gertrudi. Torej, veste, da blaženi Slomšek je govoril tudi med drugim, ne, ko se je navezoval na to, kar smo poslušali v Berilu, bomo zdaj tudi se mi malo navezali, je govoril, da kdor hoče druge vneti, mora najprej sam goreti, ne, in se pravi, dajmo to povezati s tem žarečim ognjiščem ljubezni. Tudi zadnje čase papež je govoril o tem, da mora duhovnik evangelizirati, kar je nek korak naprej, bomo rekli, ne, ker zdaj nekaj časa se je bolj govorilo proti temu kot za to, ne, tako da tukaj je treba biti zadovoljni, da je en tak majhen korak naprej, ampak vendarle, ne. Na kar sem poslušal enega profesorja iz Verone doma, Stefana Fontano, je govoril o duhovnikih, je rekel, ja, morajo se zavedati duhovniki, da njihova glavna evangelizacija je pa darovanje svete maše, ne, tako da ta stvar, ne, to se mi je zdelo zelo pomembno, kar je poudaril ta kolega Stefano Fontana. Se pravi, glavna stvar je sveta maša, ne, in to je ta povezava, vidite, smo praznovali sveto rešnje telo in vemo, da vedno, kadar so bili ti evharistični čudeži, vemo, kako se je en profesor liturgike iz Italije in tako obregnil te stvari, ne, ko je govoril o tem Karlu Acutisu in tako, ne, da je pač imel napačno teologijo, je govoril, ne, ker je imel neko preživeto in tako teologijo, ne, ker je govoril o čudežih, ker je govoril o žrtvi, ker je govoril o teh stvareh, ne, se pravi, je bila napačna teologija, seveda ni bila nič napačna, ne, imajo oni to napačno pojmovanje, ampak dobro, naj bo, ne bomo se preveč v to spuščali. Torej, sveti Pavel nam isto govori o oznanjevanju Kristusovega evangelija, ne. Se pravi, njemu je bila dana ta milost, da bi poganom oznanil nedoumljivo bogastvo Kristusovo, ter vsem pojasnil, kakšen je načrt skrivnosti od veku skrit v Bogu, ki je vse ustvaril, da bi se vladarstvo in oblastem nebesih po cerkvi oznanila mnogovrstna božja modrost po večnem sklepu, ki ga je izvršil v Kristusu Jezusu, našem Gospodu in tako naprej, ne, vse te stvari, kar nam sveti Pavel lepo razlaga. Torej, kadar se govori o tem, torej pravi ta Stefano Fontana, ta profesor, kadar se govori o Kristusu, o evangeliju in tako, najprej je treba povedati, da Kristus je tudi stvarnik, ne, ker je sveta trojica vsa, ki ustvarja, ne, se pravi Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, in potem tudi, da je odrešenik. In vemo, da odrešenik je predvsem v svojem delu trpljenja in smrti na križu, in o tem nam potem poroča sveti Janez, ki pa je rekel, ne, sveti Jedrti, da prav preveč natančno o tem ni govoril, ker pride še čas za to, da se ta stvar še bolj razloži. Torej, da se vrnemo, ne, na sveto rešnje telo. Ko so bili ti čudeži, vedno, ko so analizirali, so dobili srčno mišico, ne, miokardium, ne, kot se
reče, ne, se pravi, to je iz grščine vzeto, ne, miokardij, ne, se pravi, srčna mišica, ne. Perikardij bi bila pa tista membrana, ne. Vemo, da te stvari so različne, seveda, ne, če ima nekdo nekaj perikardijskega, je bolje, kot če ima kaj miokardijskega, ne, ampak dobro, pustimo zdaj te stvari, ne. Se pravi, Kristus je dal za nas svoje življenje in kot lepo pravi tista molitev, ki si nam spomin svojega trpljenja zapustil, ne. Torej, srce ni samo neka, bomo rekli, mehanska zadeva, ne, ampak je v njem spomin Kristusovega trpljenja. To so ugotovili strokovnjaki, ne. Zlasti, ko so recimo proučevali Torinski prt, se pravi sveti Sindon, na Sindone, ne, je bilo to ugotovljeno, ne, da je videti iz tega madeža srčnega, ne, da je bilo veliko oziroma gromozansko grozno trpljenje, ne, tukaj, in da je ostal spomin tega, in to ugotavljajo tudi potem, ko preučujejo te koščke, ne, ki pač mesa, ki so nastali, ko so se te svete hostije spremenile v košček, bi rekli, Jezusovega srca, ne, torej, da prav je bilo to spomin trpljenja, ne, da je noter v tistem, ne, tako da to imamo, ne, in zato je tako povezano vse skupaj, ne, vidite. In to je to ognjišče ljubezni, o katerem govori sveti Janez Evangelist, sveti Jedrti, Gertrudi, in potem seveda sveti Marjeti Marija Lakok, da ne more več zadrževati te ogromne ljubezni, ki se mora zdaj razodeti temu mlačnemu svetu, ne, in zdaj, če je bilo ob koncu 17. stoletja, ko se je to zgodilo, to prikazanje sveti Marjeti Marija Lakok, mlačnost in, kako bi rekli, hladnost in tako do Jezusa, do njegove ljubezni, do ogromnega dela, ki ga je napravil za nas in tako, ne, odrešenja, koliko bolj bi morali danes o tem govoriti, ne, torej, to je glavno naše delo, ne, ko oznanjamo, ko evangeliziramo, da oznanjamo prav sveto mašo. Sveto mašo, pravilno razumljeno, in seveda tradicionalno sveto mašo. Zakaj? Zato, ker tam je resnično tudi s simboli, z besedami, z vsem, je povedano, da nam je Jezus tam zapustil spomin svojega trpljenja, da je to resnično ognjišče ali glavna peč ljubezni, ne. In gremo še naprej, pridemo do svete Terezije deteta Jezusa, do male Terezije, ki je ugotavljala, kako bi ona lahko služila v cerkvi, in je rekla, da lahko služi tako, da je žrtev ljubezni. In tukaj smo zdaj poklicani tudi mi, ne. Tudi mi, vsak od nas mora biti žrtev ljubezni, ne, ne samo daritev, žrtev je več kot to, ne. Ponavadi uporabimo besedo daritev v slovenščini, ampak dobro, žrtev bi bilo bolj primerno, se pravi, to, kar je ona dobila doma, o tem smo tudi že večkrat govorili, tudi v teh oddajah smo spregovorili, ne. Njena mati je bila ena sama žrtev ljubezni in to je dobila in je rekla, da se je rodila oziroma bila vzgajana v sveti deželi zaradi tega, mala Terezika, ne. In je pravilno povedala, ne. Se pravi, za to se je ona odločila. In zdaj, mi bi lahko rekli, da bomo delali marsikaj, ne, marsikaj. Ampak glejte, biti žrtev ljubezni, mala Terezika nam daje zgled, da smo v svojem vsakdanu.
Vemo, kako tudi ona kot njena mama je nase prevzela, je dobila to grozno bolezen in je še mlada potem umrla, ne. Ampak je resnično v tem bila žrtev ljubezni, ne. In v izpolnjevanju tistega, kar je imela za izpolnjevati, v vsakdanu torej je bila ta žrtev ljubezni. Mi bi torej lahko intelektualno pa z nekimi besedami pa tako ljudem oznanili evangelij. Tudi to je potrebno. Ampak še bolj moramo za njih biti žrtev ljubezni. Po Kristusovem zgledu, ne. Tako kot vsi ti svetniški zgledi, tako tudi mi. In to jaz mislim, da o tem nam govori tudi nekdanji mariborski škof, ne, torej Anton Martin Slomšek, da to pomeni goreti najprej sam, ne. Da ti imaš tako ljubezen do Kristusa, da se mu ves predaš, da ne delaš neke stvari kot suženj ljubezni, ne, se pravi, jaz izpolnjujem neke dolžnosti zato, ker se bojim, ne. Ne, treba iti naprej od tega, ne. Res, mislim, to je tudi neki korak, ki nam lahko pomaga, ne, da se bojimo nekih posledic in tako dalje, ne, tudi to. Ampak to vemo, da ni nepopolna ljubezen, niti popolno kesanje, ne. To naš pokojni župnik, Stanko Sivec, je tudi izdal knjigo svojih spominov, kako je bil zaprt in te stvari, je dajal zmeraj en tak primer, ne, da sta nekaj ušpičila, brat in sestra, ne, in reče sestra: "O, kako jih bova fasala, ne, potem, ne." In reče brat: "Ja, o, kako bo mama žalostna, ne, zaradi tega, kar so storili, ne." Torej, eno je nepopolno kesanje, eno je popolno kesanje. Seveda, če imamo že samo malček v sebi nepopolnega kesanja, so nam naši grehi v sakramentalni spovedi odpuščeni, jih ni več, ne. Ampak mi moramo težiti k temu popolnemu, ne. Torej tudi, kar zadeva ljubezen, ne. Kot smo rekli, ne neke izredne stvari, ampak vsak dan. Torej to, kar je Kristus vzel nase, to moram tudi jaz vsak dan vzeti nase. Vsak dan vzeti križ na svoje rame. O tem nam govori naš Gospod Jezus Kristus, ne. Ne zdaj, da bom neke stvari delal in tako, ne. To je drugotnega pomena, neke velike reči delati in tisto pravi, da itak, če bi štimalo najprej to, naša vera, torej naša ljubezen do samega Kristusa, ne, ker vera in upanje sta s tem še kako povezana, ne, vse tri hodijo skupaj, te božje kreposti, ne. Bi tudi tisto bilo, ne, ampak dobro, najprej mora biti ta peč razbeljena, ne, bomo rekli, ne. Vemo, ko so bili mladeniči v ognjeni peči, je bila tako razbeljena tista peč, da tisti okoli so bili ožgani in so pomrli, ne. Torej, naj bo tako razbeljena z neko ljubeznijo do Jezusa, pa do Marije, pa do svetnikov, pa do angelov, pa seveda do Svete Trojice še povezavi z Jezusom in to, ampak to je vse povezano, ne bomo zdaj vsakega posebej naštevali. In potem bo tudi ena goreča ljubezen tudi do drugih, do naših bližnjih, da jim to poznanimo, ne. Mi kot sveta Terezija, deteta Jezusa, se zavedamo, da smo eni veliki grešniki, da mora to vse biti skurjeno najprej, no, sicer ona kot svetnica je imela bolj kot ne neke male grehe, ne, med drugim celo življenje, ker je bila tako tenkovestna in tenkočutna, celo življenje jo je mučilo, ker je enkrat v mislih poželjivo gledala hruško, ki je rasla na sosedovem drevesu, ne. To je celo življenje preganjalo, ne. Kje smo šele mi, ne. Samo zdaj, da ne bomo spet zaradi takih stvari skrupulozni, ne.
tudi to moramo paziti, ampak dobro, ne. Torej, naj ta Kristusova ljubezen skuri vse te zadeve, nas naredi goreče za njega in za brate, ne. Torej, da bomo tudi ponesli naprej te stvari. Bi se dalo govoriti ure in ure, ne, o teh zadevah, tudi ko sem se pripravljal malo na te stvari, sem več teh zadev poslušal in kaj papeži pravijo in tako naprej, ampak ne vem, mora vsak od nas tudi malo se poglobiti v kakšne take zadeve in to je dobro za našo premišljevalno molitev. Naj ne bo samo ustna molitev, ampak tako kot tisti možakar pri svetem Janezu v Janeju, ne. Jaz gledam njega, on gleda mene, ne, kako je bilo tisto, ne, se pravi to, ne, se pravi biti z njim, ne, ta stvar. Se pravi, sveti Janez, evangelist, je bil pod križem, se je vrnil pod križ in zaradi tega, ker je tako ljubil, ker ga je pač Jezusovo srce klicalo, naj se vrne, se je tudi vrnil, ne. Tako podobno moramo tudi mi, ne, da pridemo pod Jezusov križ, da odgovorimo temu klicu njegovega srca in da ta klic njegovega srca potem tudi ponesemo v svet, ampak tako, ne, se pravi, tako naj sveti vaša luč, da bodo ljudje videli vaša dela, ne, videli. Ni treba dosti pol govoriti, ne, če jih bo ta plamen se dotaknil, kakorkoli, ne, potem bojo te stvari dobre, ne. Namreč sveta Terezija Velika je enkrat govorila tudi o pridigarjih in je rekla, da zaradi, kako bi rekli, prevelike pozornosti do drugih ljudi, ne, se pravi, zaradi, Italijani bi rekli buon senso, ne, se pravi, da štediš z nekimi besedami in tako, ne, ker si ne upaš kar povedati neke stvari in tako naprej, ne, da zaradi tega plamen njihovih besed le malo ogreva srca, ne, tako je pa Tereza Velika govorila, ne, ali Avilska, te stvari. Se pravi, če bodo vse one stvari poštimane, potem mi ne bomo imeli straha nekih stvari povedati in se bodo ljudi tudi dotaknile, ne. Vemo, sveti Peter, kadar je pridigal, ne, po binkoštih in tako, vemo, da se je ljudi dotaknilo, ne. Kaj moramo storiti, ne? Je bilo tako, jih je presunilo v srce, je rečeno, ne. Zato, ker tudi sveti Peter, čeprav kasneje, ampak se je vrnil Jezusovemu srcu, se je odzval na ta klic in potem je tudi druge presunilo, kar je govoril, ne. Tako da tudi mi na ta način moramo, ne. Torej, ne bomo dostikrat z nekimi besedami in tako bomo morali kar utihniti dostikrat, pa na druge načine napraviti vse, kar je v naši možnosti, da bi pridobili ljudi za Kristusa in bo morala resnično biti to žrtev ljubezni. Torej, kolikokrat se bom moral jaz odpovedati temu, da bi komu kaj rekel in tako dalje, pa bom moral rajši prevzeti nase svoj križ, pa malo potrpeti, pa biti deležen marsičesa in tako, da bom na ta način več dosegel, ne. Zdaj se pa vrnemo k tistemu, ne. Na začetku je iz strani Adama bila vzeta Eva, ne. Potem iz prebudene strani Kristusove se je rodila cerkev in seveda tudi Marija je povezana, ne. Njeno srce in Jezusovo srce, to je pravzaprav, ne, tako kot je tudi simbol bratovščine svetega Pija desetega, ne, to je prepleteno, ne. Torej se vračamo na začetek. Iz tiste žrtve ali združitve dveh volj, ne, ena se odpove sebi v korist druge, druga
obratno, ne, tudi. Torej se je rodilo človeštvo, bomo rekli, ne, iz združitve dveh volj se je potem rodila in cerkev, ne. To je povezano seveda, če Marija ne bi pozitivno odgovorila takrat, ne, potem ne bi bilo niti učlovečenja in tako, ne. Združitev dveh volj, se je rodila cerkev, se je rodilo novo človeštvo, ne, oziroma se je prenovilo, se je preustvarilo to novo človeštvo, ne. Tako kot duhovnik potem moli, ko vliva tistih par kapljic vode v vino, ne. O Bog, ki si človeško vrsto, bi rekli, ne, tako, se pravi, humana substantia, se pravi, človeško bistvo bi bilo rečeno, ne, ampak recimo človeško vrsto, ne. Čudovito ustvaril in še čudoviteje prenovil oziroma preustvaril, ne. Se pravi, Jezus je to napravil, je še čudoviteje prenovil, preustvaril človeštvo, ne. Tako da to vidite, to je tudi naše veliko delo. Torej, da se združujemo s Kristusovim delom na križu in tudi mi tako delamo, da smo tudi mi žrtev ljubezni. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvala Jezu.